Lepo pozdravljen, danes je 13. september, res lep dan. Sedaj imam pa že vlog številka 34. V tem vlogu sem se pa odločil, da bi pa delil z vami izkušnje glede moje angleščine. Torej že v osnovni šoli sem imel z angleščino vedno težave. In potem tudi učiteljica je vedno nas, ki nismo bili tako rekoč nadarjeni, z angleščino nekako vedno bolj zapostavljala. Pri bilo katerih nalogah je dajala prednost tem, ki so bili v angleščini tako rekoč boljši oziroma bolj nadarjeni. Imam primere sošolcev, ki lahko zdaj dokažem, da pač to enostavno ne drži. So bili recimo v osnovni šoli nadarjeni za angleščino in matematiko, potem so prišli v gimnazijo, so tam imeli strašne težave, so jo naredili, ko so pa šli potem na fakulteto, so pa bili tako slabi, brez motivacije, ni jim šlo, da na koncu jim je ostala samo ta gimnazija. Pa kaj hočem povedati? Da ta koncept, ki so nam ga vbijali v glavo skozi osnovno šolo, da za jezik ali smo nadarjeni ali pa nismo. Je res, da nekateri so bolj dovzetni za jezik, nekateri pa manj, ampak je pa tu zelo pogojeno s tem izpostavljenost jeziku. Ko smo mlajši, smo bolj dovzetni za učenje tujih jezikov, ker v tem obdobju se praktično otrok nauči jezika zgolj in samo s poslušanjem, brez da bi pretirano govoril. Potem, ko je že malo starejši, začne tudi govoriti in se na ta način uči jezika. Vendar v teh letih se otrok ne uči jezika samo s poslušanjem. In jaz pri sebi vidim, da mi smo angleščino začeli imeti 4. razred pa 5. razred in takrat sem jaz imel, v angleščini sem znal, 3 besede: car, rat, pa dog. Ko smo mi imeli v 4. in 5. razredu angleščino, meni je bilo to vse tuje, sem angleščino takrat prvič slišal. Doma tudi nismo imeli, kot je zdaj recimo Telekom in te naročniške televizije. Smo imeli zgolj samo 1., 2., 3. pa Koper program in pa potem tudi nemško satelitsko omrežje, vendar nemščina mi je že takrat kot jezik bila tako nevšeč, da enostavno tega nisem mogel poslušati. In ne vem, če bi takrat poslušal, ker neke stvari sem poslušal, in ko sem nekaj časa hodil v nemščini, dejansko tisto že imel zelo domače, ker sem bil izpostavljen jeziku. Pri angleščini pa tega enostavno ni bilo, ne. In ko smo mi v šoli in potem te dejansko ne gre oziroma toliko težje ti je, ko si prvič izpostavljen jeziku in rabiš določen čas, da se jezika navadiš. Ta čas so ga recimo nekateri učenci že dobili, od 1. leta naprej, ko so bili doma izpostavljeni radiu, televiziji, pa recimo starši, ko so govorili že angleško, razne risanke, in to ti je pomagalo potem razviti uho, razumevanje, da si postal domač, in ko si se učil, ti je bilo to vse lažje, si bil bolj dovzeten. Tem, ko sem pa prvič v 4. pa 5. razredu, mi je bilo pa to tuje in sem samo gledal in nisem vedel, kako dejansko, da se začnem učiti. Tudi internet takrat
nisi vedel YouTube, enostavno, če bi že takrat vedel, da je zelo pomembna ta izpostavljenost jeziku, če bi nam učitelji to na pravi način skomunicirali, bi že takrat angleščino dosti bolj obvladal, ne. In potem vem, da sem imel skozi celo osnovno šolo, sem imel dosti težave, raznih kakšnih filmov, serij, tega nisem gledal, ker tudi nisem razumel, ne, edino, če sem podnapise, sem potem razumel angleščino, če pa nisem imel podnapisov, nisem angleščine skoraj nič razumel. In sem tako imel pol v bistvu do 9. razreda z angleščino težave in potem to še v srednji šoli, praktično do 4. letnika, popravce itd. Ampak takrat sem že uvidel, da nekaj moram narediti, da bom razumel boljše, da se bom izboljšal, lahko gledal filme, televizijo, radio poslušal, z native speakerji govoril, šel na potovanje, se učil iz literature in to. In sem spoznal iz dneva v dan, da angleščina je res pomembna. Ampak sicer sem to pol sam šel skozi tisto težjo pot, da sem spoznal, ampak sem spoznal, ne. Ja, torej pol proti 4. letniku sem res vedel, da moram nekaj ukreniti, sem se na različne tečaje vpisal, tudi kakšno knjigo sem prebral, članke. Zelo sem začel gledati YouTube, različne youtuberje v angleščini, različne posnetke, različne novice, Deutsche Welle News in druge, Sky News, Fox News. In dnevna izpostavljenost jezika mi je potem omogočila, da sem ga začel dojemati bolj domačega, bolj sem se počutil, manj mi je bil tuj. In ko to dnevno, konsistentno to delaš, se jezika tvoje uho navadi, izboljša se ti slušno razumevanje. Je pa pomembno, da vložimo dovolj velik input. Jaz sem potem šel na različne tečaje, vpisal sem se v ta spletni tečaj Rosetta Stone, kjer sem pol delal 1 let postopoma v tem programu spletnem, 120 ur, to res od začetka, od A1 do A2 stopnje sem se te fundamentalno znanje pridobil. Not vse vadiš pisanje, govorjenje, poslušanje. Pa sem nekako to osvojil. Pol sva s punco, ona je bila v angleščini kar dobra, sva začela tudi vaditi govorjenje na dnevni bazi, sva govorila v angleščini. In pa potem zdaj sem se pa še, da imam pa osebnega tutorja. Torej z angleščino, da se enkrat tedensko pa 1 uro ali pa 2 ure dobiva. Imamo konverzacijo in pa različne druge vaje in to konsistentno delo mi je pripeljalo do tega, da dejansko filme, slušno razumevanje in pa tudi govorjenje skozi toliko ur se mi je tako izboljšalo, da tudi sam pri sebi ne morem verjeti, da sem prišel do takega napredka, ampak je pa res, potrebno je delo, trud, dovolj velik input in potem se začnejo kazati rezultati. In sedaj, ko vidim, da sem prišel do tega nivoja, letos gremo še v Ameriko, potovati po vzhodni obali za 1 mesec, kjer vem, da bo polno priložnosti za govorjenje in tudi za učenje. Potem naslednje leto, junija, grem za 3 mesece na delo, work holiday viza in potem še na potovanje po zahodni obali. In dejansko zdaj vidim, da stvari so se začele premikati, ker sem si določil jasen cilj.
da si želim izboljšati angleščino. In potem vsak dan, ko ti vidiš, kako se ti stvar izboljšuje, te nekako ta stvar samodejno nagrajuje in si želiš vedno več. In sem res ponosen nase. Upam, da vam bo ta izkušnja, ta zgodba, ki sem jo zdaj z vami delil, da bo tudi katerega drugega navdihnila, da bo razumel, da dejansko ne smemo vse verjeti učiteljem pa šolskemu sistemu, ker na začetku v šoli nas želijo v marsikaj prepričati, da kaj smo, kaj nismo, vendar najbolj pomembno, da sam veš, kaj si, kaj nisi, kaj lahko, in edino potem na ta način lahko res kvalitetno gradiš svoje znanje. In zdaj vidim, moje znanje je zdaj B1, B2, po tujini, ko bom dovolj ur preživel tam in branja in učenja, lahko rečem, bom blizu C1. In ko bom pa dosegel C1, bo pa že zelo velik uspeh, ker to je pa potem že native level. Hvala za ogled in lepo se imejte.